za kup ljubezni. Tebe vidim in te spet ne vidim, morda nikoli več. Fanta, če se ne motim, bo tukaj že 20. obletnica Bohemo, ne? Ja, naslednje leto bo pa res. Kako se je sploh začela pot? Ja, tako kot vsaka benda, v eni garaži. Čeprav moram povedati, da midva nisva čisto originalna člana, jaz sem se pridružil leta 2011, Luka malo kasneje, ampak poznava vso zgodovino. Ja, tako da Bohem je v svojem štartu zamenil kar precej članov, članic, tudi pevke so bile na začetku in tako naprej, ampak potem je od leta 2002 recimo naprej deloval skoraj v takih zasedbi, kot jo poznamo danes, z izjemo naju dveh. Koliko pa ste garaž zamenjali, bendi tudi ne nazadnje, vadite v garažah? Mislim, da je zdaj ena tretja ali četrta garaža. Zdaj je že hiša. Tista prva še obstaja? Ja, še obstaja. Še obstaja. Jaz se vedno spomnim na njo, ko se vozim po avtocesti proti Štajerski in potem tam na enem hribu gor se vidi je televizijski oddajnik in zraven je hiša, v kateri je bila tista garaža, ki smo vadili. Če se ne motim, je vaš zadnji projekt album Proti toku. Ja, drži. Lahko poveste malo več? Lahko. V bistvu to je produkt korone. Mi nismo počivali med korono, v bistvu je bila zelo dobrodošla, tako da je v bistvu album produkt tega našega sodelovanja med koronskega. Malo smo tudi golfali, pa smo se malo na skrivaj vozili, malo smo imeli videokonferenc, pa tako. No in evo, nastal je album Proti toku, mi smo šli uspešno proti toku in pristali, pripluli z 7., 8. singlom, z naslovom Pesem ptic selivk. Ja, korona je ena taka beseda, ki jaz že zelo nerad omenjam, ampak dejstvo pa je, da če ne bi bilo korone, verjetno ne bi bilo tega albuma. Mi smo že pred časom rekli, da se koncepta albuma ne bomo šli več, ker je enostavno prevelik zalogaj finančni, časovni, umetniški za nas, ki to pač počnemo ljubiteljsko. In če se hočemo iti na takem profesionalnem, kvalitetnem nivoju, na katerem se mi gremo, je treba res v to vložiti veliko energije. In korona nam je prav prišla, da smo nekaj skladb, ki smo jih že imeli, posnete, pa nekaj skladb, ki so še nastajale, potem res dodelali, posneli zaprav in lahko zapakirali na en tak album Proti toku. Kateri album je to po vrsti? Četrti. Se spomnite prvega? Vedno, zato ker sem bil full fan Bohemov. Tako da sem bil tudi kar na par koncertih in res obožujem ta prvi album. Se pravi, ne vem, Kraljica sanj, On je jaz, 9. junij, Kri, Bohem, res fantastičen album in v bistvu ga tudi najrajši v bistvu igram na koncertih. Sploh tale 9. junij malce izstopa, ne? Vsi ga poznajo, verjetno najbolj prepoznaven komad ali pač ne? Ja, ta je moj najljubši tudi za igrati, ker je tak res rockerski, kitarski in jaz pač tam dam duška, se mi odpelje na koncertih. Pa Življenje ni zločin, seveda, tudi moj, ne bom rekel najljubši je moj zadnji album, ker je tudi moj, ne? Ampak ja, Življenje ni zločin sigurno seboj hite, On je jaz. Recimo se spomnim iz študentskih časov, sem imel prijatelja, ki je pač v prostem času kelnaru, ne? Mi ostali smo ga pač žurali, ne? In potem so vedno sočustvovali z njim, ko je šel ob 7., 8. zvečer v smeno, ne? In je imel ritual, da si je vedno preden je šel ven, si je naštimal komad On je jaz in potem smo ga z njim krčali, pel zraven in se mi res vtisnil spomin. Hmal zatem so Bohem potem igrali na v Mariboru, tam, kjer sem študiral, sem šel na koncert in sem dobil trzac od basista in mislim, da imam še zdaj v denarnici. Odlično, kaj pa potovanje ptic selivk? Je bilo zelo zanimivo, sploh snemanje spota. Govorimo o zadnjem spotu, ne? Tako, govorimo o zadnjem spotu. Muzičari smo taki, ful se radi vračamo v preteklost, malo sanjarimo o tem, kako so to delali Beatli, kako so to delali Rollingi, v glavnem stara garda. Torej se tukaj malce spogleduje s 60-imi. Tako. In v bistvu v spotu in z obleko in z glasbo, se pravi celoten paket. In moram reči, da so se imeli zelo fajn, ker smo se imeli tudi mi zelo fajn na snemanju in v bistvu na snemanju komada in sploh na snemanju spota. Sploh, ko se je bilo treba obleči, je bilo kar enega smeha.
Ja, oblečeni smo netipično za nas. Ne. Mi smo hoteli malo izstopati, oziroma smo z našo stilistko Anjo smo zelo veliko časa porabili za to, da smo našli obleke, ki nekako se upadajo s tistim časom, ne. Se metali na zobe, iskali te obleke in tako naprej. Na kar nam je uspelo, smo se pogledali, smo sem bili zelo smešni, ne. drug drugemu. Potem pa, ko smo malo primerjali modo današnjih rock bandov, tudi pri nas recimo smo ugotovili, da smo zelo trendovski, ne pa, kako bi rekel, časovno strojsko naravnani. Ko se recimo takole sprehajamo skozi vašo glasbo naprej in nazaj, se je vaša glasba v tem obdobju veliko spremenila, kaj menite? Pa jaz mislim, da v tisti sredici smo še vedno ostali bohem. Še vedno je to, dajmo reči, neke vrste symphony rock. Ne? Potem so pa ti okraski, pa tako, kar recimo pesem Ptica Livk, časovno malo opredeljeni, ne? Se pravi ta v stilu 60-ih, mogoče kakšen malenkost modernejši, ampak v stilu je pa še vedno to bohem. Ne? Ja, mnogi pravijo, oziroma če citiram enega mojih najljubših kitaristov, Steva Lukatherja iz skupine Toto, on pravi, da 4. album je tisti album, ki je najbolj tehten za skupino, ker to je album, pri katerem skupina dozori. Ne. Na prvem imaš ideje iz celega življenja, na drugem še tudi, ne. Na tretjem potem delaš nekaj na silo, pri 4. ali imaš to ali pa nimaš. Ne. Torej se trenutno vse vrti okrog številke 4, 2004 se je začelo, 4. album, kaj potem prinaša leto 2024? Je sigurno 20. obletnico, ne. To je še vse v povojih, vse v dogovorih, tako da ne bomo šli v detajle. Ampak nekaj se bo zgodilo. Nekaj se bo definitivno zgodilo, ja. Kaj se bo pa pri vas zgodilo to poletje, če zaključimo? Jaz mislim, da kot vsi kleni Slovenci bomo šli na Hrvaško, z izjemo basista, on vem, da gre v Italijo. Ali pa v Španijo. Ne, drugače pa imamo v planu nekaj koncertov. Prvi bo 1.7. z Šankroki Zeleni gaj, 15.7. Brežice, potem imamo pa jesenski del, je še v dogovorih, mislim, da je Ortobar, Blue Note, tako da bojo pa informacije sigurno na naši spletni strani. Hočem vse